Pred sestankom so imeli župani različna mnenja. Za nas se zdi sprejemljivo, da smeti od ljudi moramo odvažati, to je nujno. Zdaj, na kakšen način bomo mogli pa tukaj skupaj najti rešitev? Ja, za ta čas težko ne povem rešitve. Edino rezervno odlagališče, kamor bomo začasno lahko odvažali to zadevo. Za čimprejšnje odprtje odlagališča, čimprejšnjo izgradnjo te čistilne naprave in da bomo čimprej pridobili okoljevarstveno dovoljenje. Dejstvo je, da smo mi CEROT ustanovili za to, da bomo na njem odlagali in jaz mislim, da bomo kot občina zahtevali poslali račun CEROT. Torej naš koncesionar se v bistvu dogovarja se pa mislim, da z tistimi, ki imajo, konkretno mislim, da Celjem. Na koncu so potrdili začasno rešitev, to je skladiščenje odpadkov na deponiji Leskovec. Pobirali se bojo odpadki naprej, se balirali, se pravi zavijali ali v ustrezno obliko in skladiščili na ustrezno zavarovanem mestu, tako da ne bo ogrožalo okolja. Mi bomo to skladiščili tako, da bomo tudi izcedne vode zajemali na telesu sklede odlagališča, da bomo jih primerno varovali, to pomeni špricali z seditivi in preprečevali prekomerno močenje. Po tem času pa jih bomo tudi predelali in ustrezno odložili. Eden bistvenih pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je izgradnja čistilne naprave. Tukaj vidimo največjo časovno dimenzijo, ki jo bomo pač pripeljali v skladu s terminskim načrtom, to je 13.8. poskusno obratovanje te čistilne naprave in potem še ustrezen monitoring. Sicer pa je jugovzhodna Slovenija po podatkih pristojnega ministrstva glede zbranih in odloženih komunalnih odpadkov med najslabšimi v Sloveniji. Odložijo jih namreč kar 82%. Pozivam občane na ločeno zbiranje odpadkov, ker ločeno zbiranje odpadkov je tudi eden od pogojev Ministrstva za okolje in prostor za v prihodnje in želim, da se držimo teh navodil. Najboljše slovenske občine sicer odložijo le še 30% odpadkov.